Babica Sava živi v Mestnem muzeju Krško, kjer skrbi za muzejske predmete in razstave. Le kaj naj počnem? Že vem. Lahko bi šla na travnik nabirat rože. Že vem. Lahko bi šla raziskovat podstrešje. Tam so spravljene čudne reči. Gotovo je kaj zanimivega. Veliko zanimivih reči. Ura, posebna ura, ki ima namesto številk letnice. Le kaj bi to pomenilo? Sava v parku uzre gospo Josipino Hočevar na njenem vsakodnevnem sprehodu. Pozdravljena, Sava. Sprehodiva se po lepem parku. Tu zraven je moja hiša. Zraven je oranžerija, v kateri gojim pomaranče, limone. Zgradil jo je moj mož Martin. Veš, v hiši imam tudi dvigalo. In to prvo v Krškem. Pridi, povabim te na čaj. Z veseljem sprejmem vaše povabilo. Sava, to je danes moj dom. Precej velik je. Včasih ni bilo tako, veš? Davnega leta 1842, ko sem se z možem Martinom vselila, je bil zelo skromen. Jaz vem,
Oba z možem sta pomagala pri gradnji bolnišnice, cerkve in šole. Ja. Sama sem se zavzela za obnovo cerkve Svete Rozalije in oltarjev. Pridi, greva na sprehod do cerkve. Sreča Gospoda, ki drži v rokah skico Krškega ter matematične in merske pripomočke. Takoj prepozna polihistorja Janeza Vajkarta Valvazorja. Gospod Valvazor, kaj pa počnete? Sava, gledam svojo staro skico Krškega. Mislim, da bi morala biti cerkev Svete Rozalije narisana na vodi. Vidiš, Sava, tole je pa moja hiša. Zunanja okna so okrašena z bogatimi štukaturami. A najljubši mi je tale atrij. A ni lep? V Krškem smo mislili, da je vaša hiša na vogalu zraven cerkve. Tam je bil odprt muzej Krške. A tako? Muzej praviš? Pojdiva pogledat, če imajo pisarno v muzeju. Ne greva? Vidiš, tole je pa moja pisarna. Pojdi. Tole pa je moja knjiga, ki sem jo napisal, Slava Vojvodine Kranjske. Da ti jo pokažem? Kako zanimivo. Hvala. Adijo. Adijo. Sava potuje v leto 1573, v čas kmečkih uporov. Ko je zavrtela kazalce svoje čudežne ure, se je iz levega brega Save odprl pogled na Krško, ki ji ni bil znan. Čez reko Savo ni bilo mostu, na bregu ni opazila cerkve Svete Rozalije in le peščica hiš je naseljevala mestno jedro. Zagledala je kolono ljudi z raznovrstnim orodjem in orožjem, ki je korakala proti reki. Stopila je do velikega moža. Kmetje, ne moremo več tako živeti. Hočemo pregnati graščake in odpraviti njihovo oblast. Sami hočemo pobirati davke in dajatve. Sami hočemo skrbeti za obrambo. Ljudje hočejo mene.
Matija Gubca imeti za svojega kralja. Kam gre veliko ljudi? Z brodom bomo prečkali reko Savo in nadaljevali pot po Krškem polju do Kostanjevice na Krki. Drugi bomo pozivali kmete iz okolice Krškega na boj in šli proti gradu Reichenburg, nato pa naprej osvajati gradove. Skupina kmetov, ki je nameravala proti Kostanjevici, je pri gradu Šrajbarski Turn zagledala, da se jim približuje močna vojska plemičev in uskokov. Zato so bežali nazaj proti Krškem. Na ulicah je potekal silovit boj. Kmete so potiskali proti Savi in veliko jih je v mrzli in deroči reki izgubilo življenje. Plemiška vojska se je maščevala tudi meščanom Krškega. Uničevali so jim domove, ropali njihovo imetje ter nasilno ravnali z njihovimi družinami. Oh, grozno. Rimsko mesto Neviodunum je nastalo ob dveh pomembnih prometnicah, plovni reki Savi in cesti, ki je vodila iz Zemovne do Siska. Mesto, ki je štelo okoli 2000 prebivalcev, je bilo skrbno načrtovano po rimskih urbanističnih načelih. Imelo je pravokotno cestno mrežo, stavbe pa so bile grajene v obliki pravokotnih blokov. Mesto Neviodunum je imelo baziliko, urejeno kanalizacijo, vodovod in ogrevane bivalne prostore. Sava, pozdravljena. Jaz sem Flavij. Tudi ta reka se imenuje Sava, veš? Pogosto pridem sem v mestno pristanišče. Pozdravljen. Prihajam iz prihodnosti. Bi pokazal vaše mesto. Reka Sava je za našo naselbino zelo pomembna. Ob njej so narejene tudi vlečne poti, po katerih z voli vlečemo čolne po reki navzgor. Kaj prevažate v čolni? Amfore z različnimi surovinami, olivno olje, vino, ribje omake, sredozemsko sadje, morski sadeži in sol. Tudi lončevino prevažamo, ki izdelujemo v centru za keramiko na obrobju našega mesta. Vi lahko peljal tja, izdelujete posodo. O, kako lepo! Kako lepo! To je posvetilni oltar bogu Silvanu, bogu gozdov in pašništva. Umrle ljudi upepeljimo in žaru položimo v kamnit grob ali zidano grobnico. Priložimo še oljenko in novec. Pridi, greva na obisk k meni domov. Flavij je povabil Savo v svoj dom. Skozi vhod sta stopila proti atriju hiše, imenovanem Perestil. Savi je pogled uhajal na bogat vrt z vodnjakom, kjer so žvrgoleli ptički. Okoli vrta so stali kipi, stene hodnikov pa so bile okrašene z veličastnimi mozaiki. Nasproti sta jima prišla Flavijeva starša.
Po obilnem kosilu se Sava zahvali Flaviju in njegovi družini. Utrujena je in rada bi se vrnila nazaj domov. Zavrti kazalce na uri in Sava je želela izvedeti čim več o umetnikih krške občine. Vladimirju Štovičku, kiparju in medaljerju, Mateji Kavčič, akademski slikarki, Jožetu Cjuhi, slikarju, ilustratorju in grafiku, Vlatki Štoviček, akademski kiparki in Silvanu Omerzuju, režiserju, slikarju in lutkovnemu umetniku in še mnogih drugih. Odloči se, da bo pogosteje obiskovala razstave v Krškem in drugje in tako spoznavala svet in dogodke današnjega časa. In kazalci so se zavrteli.